Saluna, gremo si tatu naraz. In pa jutri ona tako reče, kaj pa bi naredila, besuno, ne vem, in vtipkam v Google, tattoo, I don't know, kao IDK, veš, in mi tega bomo navrgli, kao. In zdaj si predstavljali, to zdaj bo mečkaj sporno za mlajše, ampak tako pri doggy stylu. Čau, jaz sem Alenka Trogrlič, večina me pozna kot skeri slovensko youtuberko, tudi tiktokerko, drugače pa danes gledate z mano 24 džunglinih vprašanj. Mater, z veliko stvarmi. Trenutno me vidite na veliko različnih, predvsem TikTok profilih, tako da od Shopsterja, od T2, od, sem pozabila kje še. Na mojemu YouTubeu vsak petek načeloma je skeri video, pa na svojemu TikToku ogromen snemam, tako da na veliko različnih področjih, ja. Okej, prva, ki mi na misel pade, ker je taka mečkaj zmedena, zblojena, pa tako na easy. Zmedena ženska, vsi moji prijatelji rečejo, da sem pač ena velika zmeda, je Luna Lovegood iz Harryja Potterja, ja. Pa druga bi bila na moj dober dan, sem mogoče malo podobna Marilyn Monroe, ko se počutim kaj ena divica, kdaj pa kdaj, no, ne vsakič. Pa recimo še, dajmo reči, Wednesday Addams, to sta zdaj dve tako imaginarne, ampak ja, veš, taka malo scary, malo spooky, malo dark, se veš. Od nekdaj sem si želela imeti telekinezo, se pravi, da bi svojemu umom nadzorovala stvari in tako, da pač letijo in gre tako kot Matilda, veš, ali pa jaz vedno, ko sem bila majhna, sem še v cerkev hodila in pa sem v cerkvi sedela in sem gledala svečo pred sabo in plamen in sem ga probala z očmi nadzorovati, da bi ugasnil ali pa zagorel. In pa včasih je tako naredil in sem Luna, oh my god, wow, ratelj mi je, čaram. Imam jih, se pravi, to ne vem, tukaj imam čez ključnice, pa ne vem, a to šteje kot 1 ali 2, imam pač, ko se že reče jasmin, to je grm, ki po noč sveti, ker jaz sem ful nočen človek, nočna žival, pa je ful je skromen, pa ta ključkan pa lepo diši, tako da mi je ta ful všeč, ampak je pa tudi ta zadnji, pol imam pa tega, to je bolj tak Harry Potter stil, kot tukaj so pač Deadly Hallows, oni tisti, ki vejo. Pol S vam mi predstavlja modrost, pa spet nočna žival in pa gost mi pa predstavlja dom, tako da ne bom rekla, da mi je ta najljubši, v bistvu mi je ta, zaradi tega, ker je bil moj prvi tattoo, sem ga naredila na Pagu z best friendico in so tako sedela na pivu in niso vedela, kva bi. So Luna, gremo si tattoo naraz. In pa jutri ona tako reče, kaj pa bi naredila, besuno, ne vem, in vtipkam v Google, tattoo, I don't know, kao IDK, veš, in mi tega bomo navrgli, kao. In zdaj si predstavljali, to zdaj bo mečkaj sporno za mlajše, ampak tako pri doggy stylu tole. Pač ne morem, to sem pa dojela naknadno, ampak okej, ta mi je najljubši, ker sem pač jaz. Gremo dalje. V bistvu, karkoli mi je moj očka rekel, da bi bilo super zame, ker je rekel, jaz mislim, da bom šli zobozdravnica ali pa da bom ne vem kaj že, zdravnica, zobozdravnica in pa sem bila vsakič, ja, jaz bom zobozdravnica, sem tako, da je očku všeč, čeprav pa sem si to zelo hitro premislila, ker je pač treba biti pameten. Okej, imam hitro enega, da sem 17 let pela v cerkvi, ker ne pomeni, da sem verna, nisem verna, več, da sem ateist, ampak bilo je nekako ful dobro, tako dobra skupinca smo bili. Nočem verjeti, mislim, verjamem, da so energije, verjamem, da se marsikaj dogaja, verjamem, da je marsikaj okrog nas, ampak nočem verjeti, ker pol jih bom začela videvati, ker moja domišljija pobezla in tega nočemo, ker je pred scary. Ja, veš, kaj se meni ful dogaja. Marsikdo verjetno tudi pozna te spalne paralize, pa te stvari se pač zbudi, oziroma moj se zbudi, telo pa še spi, to je spalna paraliza in to je čisto normalen pojav. In je ful scary, ker se ne moreš premikati, ve, da si pač buden in pa grem jaz lahko v out-of-body experience, se pravi, da greš kot izven telesa na nek način. To je tudi na nek način dokazano in pa ljudje potujejo različne realme in ker v universe in greš lahko kamorkoli hočeš, vse je tako, kot da si realno tam. Tako da to se mi kdaj dogaja, ampak ne ful pogosto. Pa kakšne druge stvari čudne, naprimer enkrat sem gledala ta Krog 2, až ko jeleni napadajo avto in ga tako razbijajo in jaz sem šla tisti dan pa laufat v gozd in sem prilaufala do ene točke
in se ustavim, ker mi je tako na pot prišel gromozanski jelen s takimi rogovi. Pa tako pride in me sam gleda. Jaz krvno v lifeu te nisem srečala v tem gozdu in mi je tako prišel sred teka tja. Res me je bilo strah, pač malo je tako paranormalno. Ja, I guess, še vedno ful redne žurke, pač ne moram nehati biti žurerka. Ja. Vsega, pač včeraj sem nekaj jamrala, pa sem jokala, pač čisto jokam skozi, sem scrollam po TikToku, pa jokam pač skozi. Same. O, Marija, to se bom pa zdaj zelo težko spomnila, ker sem veliko awkward stvari naredila. Ne, res dejansko, sploh ne vem. Ne moram se spomniti. Zdajle mi je ful awkward, se ne moram spomniti, evo to. Ne moram nikakor, ni šans, zdaj se moj spomin zamrzne, ne vem. To zdaj. Na, sej. Ja, pač koliko je ona mehna Lenka zrasla, pa koliko čas ni imela pojma, kaj delati v lifeu, pa kaj se dogaja in kar naenkrat se mi zdi, da tudi če ne vem, mi je okej, ni panike, bomo pogruntali, bomo rešili in ful skozi rastem in ful skozi hočem rasti in sem ful ponosna na se. Zdaj se lih slučajno ne spomnim, nič takega, ampak ko sem probavala obleke poročne, a tudi ti si bila zraven! Ena je bila tukaj zraven, no, in smo delali reklamo za poročne obleke, prsanske obleke in poj kao pride v časopis, znana Slovenka je zavedla sledilca, da se bo poročila. Jaz bilo ne reklamo sem delala, ampak okej, pač take bedarije. Prej, ko sem omenila Marilyn Monroe, bi verjetno njo, ker je ena tistih tipičnih lepotic, ki jo vsi poznajo bolj po tem, ampak me zanima, kaj vse se še v njej dogajalo, kako se je dejansko počutila in kdo je dejansko bila. Veliko več, kaj spodaj, kakor to, kar mislimo. To se vedno ful težko spomnim, ker jih je toliko in toliko so slabi, da sploh nimam besed, ampak zelo pogosto dobivam dick pike. Tako jih včeraj enega otvorim skroz, ne. In pa sem za njih je to pick-up line, veš, on misli, da v nekaj dosegel s tem, drugače ne bi poslal, tako da, the best. Patriarhat. Fuck the patriarchy. Ja, okej, awkward. Whatever it is you got, whatever it is I like it, I love. Bom šla še mečkam Taylor Swift. Who's afraid of little old me? Ta je taka malo scary, malo spooky, full hejta bivša, tako prav predstavljam si, ko tam floatam in kričim to, veš, ja. Najbolj až kaj mogoče? Zvečer preden zaspim, moram jaz nujno poslušati ASMR. Nujno, pač, ampak tako 2 ure, pa kar nočem zaspati, pa hočem zaspati, pa nema bi, a ne bi, kaj je tako dobro, pač it's so weird, ampak ja, to. Sploh ne vem točen, a je v moji glavi zrastel ali ne, ampak ko sem ga jaz prvič po moje izgovorila, so ga vsi tako popadali, ker je full catchy in tak paše mi, ker je tak alienski vesoljski čuden. In pa so me začeli imenovati naša vesoljska mati in vse mi je bilo ful dobro in sem bilo, okej, to je moj drug ime in to je to. Alienske, okej, to, da me čudne, bizarne stvari zanimajo itak. Pa jaz sem aliene si zamislila, kakor vsek smo mečken čudni na svoj način in se ne najdemo čisto okolic. Tako da bi lahko izpostavila svoj delni ADHD, ki sem vedno nekje v svojem tretjem svetu, pa to zmedenost. Ko v bistvu to bolj je mišljen kot alienski, posebni, čudni. Ja, jaz sem imela prej ful močen nagon nekaj ustvarjati, pač karkoli nekaj do ful gledal, da jim daš nek energy, In pol sem enkrat slučajno naredila video 5 krajev v Sloveniji, kjer straši. In so bili vsi čisto navdušeni in vsi so hodili več tega in sem tako, okej, super, mene to ful zanima, njih to ful zanima, daš to skupaj in imaš svojo rdečo nit. Najbolj strašljiv.
to je po mojem tako ful subjektivna stvar. Recimo, meni je ful scary, ko smo bili v vas Slapnik, ki je cela vas zapuščena. In pač tam hodiš, sicer vse že ful porušeno, ampak je tako res scary je, pa cela vas je zapuščena, ful dobro. Partner? Ne, niti ne, vsi so bili z mano tako mečken na to smer nagnjeni, ampak mogoče starša preden te tako nekako cela Slovenija sprejme se tako, kaj tu snemaš, kaj tu ene čudne stvari snemaš, ampak naenkrat pa mi smo ful ponosni na te, veš. Ej, nič, sam you do you, pač you're awesome, če ne boš šla čez vse te bedarije in slabe stvari, ki se dogajajo, pač ne bo na koncu to iz tebe, ker in bej, tako da... Sam tako, moraš iti čez vse to in bo perfekt in to je point. In hvala vam, ki ste z mano bili danes in ste me poslušali teh 24 vprašanj. Se gledamo sledeč na džungli pa, čau!